Mestna občina je za ta sestanek pripravila 40 tem, 40 področij. Mi smo se v tem danes pogovarjali, sprejeli zelo operativne sklepe glede večine od teh točk. Nekatere zadeve so pa zelo obsežne in bo o njih morala neko stališče doseči tudi vlada. Ta sestanek, kot je gospod Janković povedal, z vlado je tudi že na urnikih, tako da bo vlada poskušala tu najti neko drugačno politiko do mesta Ljubljane. Namreč, potem se je med prejšnjo vlado in Ljubljano tekla neka bitka, ki se je končala tako, da je Ljubljano v primerjavi z drugimi mesti in kraji potegnila kratko. Na nas je zdaj, da to politiko spremenimo, da kriterije postavimo tudi na razpisih tako, da bo Ljubljana sploh lahko pridobila sredstva. Tudi o tem je tekla beseda, jaz sem s tem sestankom zelo zadovoljen in mislim, da bomo neke premike glede zadev, ki so obstale zadnje leto ali celo zadnje 2 leti, lahko predstavili skupnimi močmi na vse. Jaz najprej nadaljujem tukaj, minister Neho, sestanek je bil zelo dober, sem hvaležen, bili smo v sestavi kar številčni in naši sodelavci kar nadaljujemo operativno delo sedaj naprej. Mi smo pripravili en predlog dogovorov, zdaj pa če rečem v 3 sklopih tisto, kar je najbolj zanimivo za nas, gre za urejanje nekih zemljiško-knjižnih stanj, predvsem nam zelo nujno področje Njegoševe Roške, da sploh dobimo gradbeno dovoljenje za izgradnjo tega mostu, kar ne bilo narejeno do konec drugega tedna. Potem drugo področje je financiranje športa, govorim predvsem o parku Leon Štukelj in pa v Limskem bazenu Ilirija. Ni več zapovedati, da smo bili v letu 2008 uvrščeni v rebalans za 10 milijonov evrov na Leon Štuklju za leti 2008, 2009 in 2010 in potem v zadnjem delu leta, vi ugotovite zakaj, se je teh 10 milijonov evrov bilo razpreljeno na druge projekte. Tako da je tudi to bilo dozeto. In mislim, da smo tu, bo naravno izjemno težko, se je najbolj ničem odgovor. Potem pa tretje, razvoj šolstva in predšolske vzgoje, kjer gre zelo preprosto, da ta pravilnik, ki se da bila, da vsaka občina kandidira 2 objekta, je nepravičen. Imamo občine, ki imajo samo eno šolo, kaj vrtec, pa lahko dobijo takoj v istem letu sofinanciranje, da nas jih je 150 takih objektov. In tu smo tudi za končno urejanje tudi pravega statusa Valdorfske šole. To je zelo tak kratek briefing tega srečanja. Rok, ki bi imel vse to zapisano in dogovorjeno, je 30. marec, kjer bi pač poskušal delovati, da bi te stvari, ki smo jih izpostavili, zaključili. Pri čemer je pa dogovor, da imamo prošnjo do našem strateškem svetu za razvoj predšolske vzgoje, sodelujem z ministrstva in obratno, da ima minister posvetovalni organ, kjer bo vključil tudi predstavnike mestne občine Ljubljana in drugih, predvsem za ta razvoj predšolske vzgoje. A ste se morda tudi vzdrževanje glasbenih šol? Tudi. In kakšno stališče? Da bomo določili to zadevo, ugotovili smo, da je volja, da se to problem reši. To je ključno. Rok je 30. marec, tudi za to točko. Mi smo tu šli, da smo povedali, da smo mi že delali združevanje vseh glasbenih šol na področju tistih podpornih služb, se pravi ne stroka, ampak administracije. Sedaj je druga ideja in mi temu pozitivno pristopamo na osnovi, da tudi rešimo, kaj pomeni soustaniteljstvo. Da smo na strani mestne občine na eni strani do vseh naših šol enaki, po drugi strani pa da dobimo neko novo ustanovo, ki ima nek višji status, ki ga druge občine, bom rekel spet, ne narobe za zato, pred manjše občine morajo imeti. Tako da je ta v planu in imamo pozitivno stališče do tega vprašanja. Aljaž Pejov, Radio Kaos, najprej za gospoda župana. Imeli ste v prejšnjem mandatu, oziroma v prejšnjem letu bilo zelo veliko odmevano pač temu, kdo se vpisuje, oziroma kateri otroci lahko pridejo v ljubljanska vrtca in kateri ne, predvsem iz primestnih občin. Sta z ministrom tudi na to temo kaj rekla, kako mogoče ta problem
urediti? To smo izpostavili in to je pravim tega dogovora, da bo naša koalicija Fabčiča sodelovala pri pripravi te zakonodaje, kajti pravim zelo jasno je pogledano, če pogledate sosedne občine, kdaj so kakšen del nov naredili, pri čemer se število prebivalcev podvojilo po njih. Ni potrebe, ker so pač šli v Ljubljano. In mislim, da je to tema, ki ne bo tema samo pač teh 2 mesecev, ampak to bo tema dolgoročnega razvoja predšolske vzgoje na področju mesta Ljubljane. To je tema tudi, ki se tiče kar nekaj občin, zlasti tistih, kamor precej delavcev hodi na delo, in strategije nekaterih občin, ki podobno kot je župan omenil, nekatere primestne ljubljanske, enostavno ne gradijo vrtcev, ker računajo, da se bodo otroci spravili v vrtce v nekih centrih. Tako da to je vprašanje, ki je postavljeno na nacionalno raven in tudi to bomo morali iskati odgovor. To je tema, ki je bila na zadnjem srečanju županov mestnih občin, ko smo v bistvu, ko smo zdaj končno, zdaj vsi župani mestnih občin ugotovili, da ta nova zakonodaja o financiranju lokalne skupnosti ni pravična in so neke naloge, ki imajo samo mestne občine. In eno od teh nalog je bila ravno to izpostavljeno. Tu bo podpora v bistvu vseh mestnih občin. Če sem vas prav razumel, gospod minister, je to stvar, o kateri bo razpravljala vlada? Ja, najprej moramo mi na ministrstvu pogledati, kakšna bo naša strategija, da identiramo te različne situacije, pripravimo ustrezno reakcijo in seveda potem gremo na vlado.